Lep pozdrav, dober večer. Veliko veselje mi je, da vas lahko vse pozdravim na nocojšnji, zame premierni na nek način prvem pogovornem večeru v okviru Dežele pridnih v Slovenskem mladinskem gledališču. Tako da veliko veselje in čast mi je tudi, da smo nekako zaštartali to pot skupaj in da lahko v bistvu kot prvo sogovornico pozdravim ob meni doktor oziroma profesorico doktor Vasilko Sancin iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, strokovnjakinjo za mednarodno pravo. Ki je tudi ena od v bistvu pobudnic konference o odgovornosti zaščititi. In bila je tudi članica Sveta za človekove pravice Združenih narodov, hkrati pa je še vedno v bistvu članica svetovalnega odbora oziroma odbora strokovnjakov Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Odpravlja se tudi v resnici zdaj na drug konec sveta, že jutri, z namenom v bistvu predavati o mednarodnem pravu, o tem, kaj je njegova vloga v današnjem svetu, svetu podnebnih sprememb, ampak hkrati tudi svetu, v katerem vidimo, da vojne, okupacija, kolonizacija še vedno posegajo v naš vsakdan in zelo ostro zarežejo tudi v bistvu življenja ljudi, jih končajo. Vsakodnevno slišimo poročila iz Gaze, kaj se dogaja tam, stopnjevanje nasilja. Tako da v luči pravzaprav dogajanja v Palestini smo se tudi odločili, da današnji v bistvu večer posvetimo pogovoru o tem, da osvetlimo na nek način, kaj lahko Slovenija naredi, kakšna orodja nam lahko ponudi mednarodno pravo pri razumevanju tega konteksta. Zdaj, s študenti Pravne fakultete se je tudi v bistvu pred leti že izvedli študijske obiske okupiranega Zahodnega brega, tako da v bistvu izkušnje so bile na nek način tudi na terenu. Je pa v bistvu, ko sem se jaz pripravljala na ta pogovor današnji, se mi je zdelo, da mogoče ena najlepših zgodb, ki govori hkrati zelo okrutnih in krutih, ampak ki lepo prikaže v bistvu, kaj je problem oziroma o čem govorimo, ko govorimo o okupaciji, ko govorimo o režimu apartheida, o različnih sistemih, je tudi zakon, ki se je na začetku imenoval oziroma ki ga imenujejo v Izraelu zakon o združevanju družin. V resnici pa ta zakon pomeni predvsem zakon o razdruževanju družin, ker določa to, da če se v bistvu dva Palestinca oziroma Palestinka in Palestinec ali kakorkoli zaljubita in eden prihaja iz vzhodnega Jeruzalema ali pa iz samega Izraela, kot ga razumejo pač znotraj mej določenih leta 1948 po etničnem čiščenju, ki ga Palestinci imenujejo Nakba in ki je na nek način obeležilo tudi nastanek izraelske države. Skratka, če želja povezati se oziroma graditi na ljubezni državljana Izraela, ki je Palestinec ali Palestinka, z nekom, ki prihaja iz Zahodnega brega ali pa iz Gaze, se izkaže, da ta Palestinec oziroma Palestinka z Zahodnega brega zelo težko oziroma mora vsakič znova zaprositi za dovoljenje za bivanje znotraj Izraela. To dovoljenje tudi na nek način obnavljati na vsake 6 mesecev, 3 mesece, odvisno v resnici od volje izraelskih oblasti. Medtem ko je v bistvu dostop oziroma vstop iz Gaze še manj mogoč oziroma je Gaza, kot zdaj vidimo, pač popolnoma pod blokado, onemogočen sploh vstop, izstop. Tako da in recimo ta zakon se je potem lansko oziroma 2 leti nazaj
preimenoval zakon o pač določanju državljanstva oziroma odločanju o vstopu v državo, kar je pravica vsake države. Ampak ta pravica v resnici ne sme biti diskriminatorna, ne sme kakorkoli neupravičeno diskriminirati ljudi na podlagi etnije, rase ali verske pripadnosti. In to je nekaj, kar se v bistvu v Izraelu dogaja vsak dan. Kar v bistvu se je tudi v zadnji na nek način zgodbi oziroma sprejemu tega zakona priznalo strani izraelskih politikov, je bilo to, da je strah vzadej pravzaprav, da se bodo palestinski begunci potiho pod krinko pač zakonskih zvez začeli vračati v Izrael, da bodo uresničili pravico palestinskih beguncev in begunk do vrnitve, kar je pravica, ki jo priznava mednarodno pravo. In kar, mislim, tako dostikrat slišimo, ne vem, Palestina, Izrael, okupacija, to je nekaj, kar je blazno zapletenega. In v resnici tudi, če se pol nekako spustimo, ne, v to, da je sistem v bistvu, ki ga Izrael vzpostavlja za Palestince znotraj Izraela drugačen, kakor za Palestince, ki živijo v vzhodnem okupiranem Jeruzalemu, kot ta sistem, ki ga potem v bistvu nekako uveljavljajo na okupiranem Zahodnem bregu, ki je razdeljen na 3 cone in potem še dodatno oziroma drugače v Gazi, se zdi, da je enostavno skoraj preveč za razumeti. Pa me zanima, a lahko mednarodno pravo tukaj v bistvu kako kaj pojasni, poenostavi, razloži, zakaj pravzaprav gre. V zadnjih letih so se v bistvu uveljavljali tako izrazi kolonialni oziroma naseljenski kolonializem, apartheid. V zadnjih poročilih Francesca Albanese, posebna poročevalka za okupirana palestinska ozemlja, uporablja tudi izraz v bistvu incarceration, skratka, da za vse Palestince velja na nek način neka oblika zaporne oblasti. Pa me zanima, tako, glede na to, da so bile izkušnje v bistvu na terenu, da se je videlo, kaj okupacija Izraela pomeni za Palestince, kaj je tisto, kar se pravzaprav najbolj vtisne v spomin mednarodnemu pravniku oziroma mednarodni pravnici, ko pripelje študente na nek način tudi na okupirana palestinska ozemlja, in kako to se razloži študentom ali pa nekako splošni populaciji, da razumejo, zakaj je to narobe in kakšna je vloga tukaj mednarodnega prava. En lep dober večer tudi z moje strani in najlepša hvala za povabilo. Kristina, veseli me, da lahko prav s tabo govorimo o teh temah, ker se v resnici že neformalno takole pogovarjava o tem že več kot desetletje. In če skušam odgovoriti na tvoje vprašanje, bi najprej za uvod rekla, zadeva je komplicirana politično, ne pravno. Pravno lahko ugotavljamo samo številne kršitve mednarodno pravnih zavez, ne pa, da bi bilo težko mednarodno pravno analizirati situacijo in ugotoviti, kakšno bi bilo pravilno ravnanje. No, in jaz sem se res odločila, to je bilo, mislim, že leta 2011, da gremo z eno skupino študentov na teren pogledati, ker je to tak najboljši učni primer, kjer lahko pokažeš na kršitve po skorajda vseh področjih mednarodnega prava. In od temeljne pravice vsakega naroda do samoodločbe, ki je tudi ena kongentnih norm mednarodnega prava, se pravi norma, od katere ni dovoljeno nobeno odstopanje. Mislim, da je nek čuden odsev, ne? Takole, bo boljš. Ja. In tukaj se v resnici vse začne, ne? In če bi se mandat, ki ga je na tem območju imelo Združeno kraljestvo, končal na način, da bi se v resnici uresničila pravica do samoodločbe palestinskega naroda, seveda bi bila verjetno potem zgodovina tega območja precej drugačna. Ampak potem smo videli, da so se v Združenem kraljestvu odločili, da bodo raje kot sprejeli odločitev, ta problem predložili
Združenim narodom in Združeni narodi se od samega začetka svoje ustanovitve pravzaprav ukvarjajo z temi vprašanji. No, in kar je nesporno z vidika mednarodnega prava je, da so bile zelo kmalu po že tisti vojni leta 1967 sprejete pomembne resolucije, tudi resolucija Varnostnega sveta, ki je predvidela rešitev v dveh državah, v vračanju vseh razseljenih Palestincev, vrnitev beguncev na svoja ozemlja in pa, kot rečeno, polna uresničitev pravice do samoodločbe tudi palestinskega naroda. No, tako da, kar se tiče pravnih podlag, tukaj res ni dvoma. Problem je, ker se seveda nič od tega ne spoštuje in se iščejo novi in novi načini za ustvarjanje nekih novih režimov, ki pa vedno bolj komplicirajo razmere. In z vidika mednarodnega prava tudi ni sporno, da ne glede na to, da če nekem območju recimo pride do oboroženih spopadov in na tem območju vidimo obdobja, kjer se razvijajo sovražnosti, pa potem malo zatišja, pa ponovno in vidimo neko tako ciklično dogajanje, vendarle v vsem tem času nesporno velja tudi mednarodno pravo človekovih pravic. In ustvarjanje zakonodajnega okvirja, ki že na tej ravni ločuje med prebivalstvom na podlagi njihove etnične pripadnosti, je v izrazitem nasprotju z temeljnimi normami človekovih pravic. No in lahko vam povem, da, ker je to tudi javno razvidno na spletni strani Združenih narodov iz zadnjega periodičnega pregleda Izraela, pred odborom za človekove pravice. V odboru sem bila, veš, nisem bila članica sveta, ker tam so države članice. V odboru za človekove pravice se vidi, da je vodja izraelske delegacije v svoji uvodni izjavi, vsaka delegacija začne pregled z neko uvodno izjavo, najprej poudarila, da se izraelska delegacija ni prišla pogovarjati o človekovih pravicah na okupiranem palestinskem ozemlju, ker Izrael šteje, da na tem območju za njih obveznosti po tej veji prava ne veljajo. Da se bojo omejili v svojih odgovorih zgolj na to, kako izpolnjujejo obveznosti po mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah na svojem ozemlju. Zdaj pa, če to povežem s svojo tematiko združevanja družin, seveda tudi če gledamo samo na izpolnjevanje obveznosti na ozemlju, kar seveda odbor ni sprejel te pozicije in je obravnaval celotno situacijo in tudi izdal priporočila v zvezi z vsemi območji, na katerih Izrael izvršuje svojo jurisdikcijo, se pravi ne samo na izraelskem ozemlju, ampak tudi povsod na okupiranih ozemljih. Ampak tudi, če bi ostali samo na izraelskem ozemlju, je seveda to, da nekomu diskriminatorno onemogoča združitev družine, kršitev prava človekovih pravic. Če pa se premaknemo iz področja mednarodnega prava človekovih pravic in gremo zdaj na področje mednarodnega prava oboroženih spopadov v luči dogodkov zadnjega meseca, je pa spet nesporno, da nobeno sklicevanje na pravico do samoobrambe, ki je del prava, ki ureja, kdaj je uporaba sile dovoljena, jus ad bellum, se pravi, kdaj lahko ti v samoobrambi uporabiš oboroženo silo, če si napaden. Nobeno sklicevanje na pravico do samoobrambe ne upravičuje kršitev na področju mednarodnega humanitarnega prava oziroma jus in bello. Zato, ker sploh ne gre za dve področji mednarodnega prava, ki se v tem smislu prekrivata. Sta povezani, ker gre za uporabo sile, vendar ima vsaka svoj sistem pravnih pravil, ki se uporablja in zato se mi zdijo predvsem vsi ti argumenti, Izrael ima pravico do samoobrambe in potem bianko menico, da lahko naredi vse, da odstrani grožnjo, povsem zgrešene, ker mednarodno humanitarno pravo velja enako, ali ti uporabljaš
oboroženo silo kot agresor, kot napadalec, recimo situacija rusko-ukrajinskega konflikta, ali pa če jo ti izvajaš v samoobrambi. Popolnoma enako si zavezan s pravili mednarodnega humanitarnega prava. Ne, in tukaj se mi zdi, da prihaja do nekega nerazumevanja, lahko nenamernega, ampak vsekakor globokega nerazumevanja. In število žrtev med civilnim prebivalstvom in zlasti tudi tistimi najbolj ranljivimi, zlasti otroci, mislim, da povsem jasno kaže, da tukaj pravila mednarodnega humanitarnega prava niso spoštovana. Mislim, kakršnakoli argumentacija se zdi skoraj da neverjetna, da so bili uporabljeni vsi previdnostni ukrepi, če prihaja do takšnih nesorazmernih žrtev. In morda še to, pravica do samoobrambe in odstranitev grožnje na način, da se popolnoma izniči, kar Izrael imenuje teroristično organizacijo Hamas, spet ni nujno zakonita v okviru samoobrambe. Zakaj? Zato, ker uporaba sile v samoobrambi je zakonita zgolj dokler si ti neposredno ogrožen z druge strani za neko oboroženo silo in tvoja sila je omejena s to silo, ki ti grozi na drugi strani. Kar hočem povedati je, da recimo, ko enkrat ta neposredna grožnja, ker samoobramba je zakonita samo, če je nujna pa pomeni, da ta grožnja se v bistvu že izvaja, je že v procesu izvajanja in je sorazmerna, takrat je zakonita. Ko gre pa preko tega in preide v neko politiko kaznovanja ali pa v politiko popolnega eliminacije, bomo rekli, ne glede na vse posledice, ki jih to sabo prinaša, pa ta samoobramba niti več ni zakonita. Tako da jaz mislim, da tukaj bo treba, če se bo sploh še želelo sklicevati na pravico do samoobrambe, tudi malo razmisliti o vseh teh vidikih, ker mislim, da mednarodna skupnost tega vsaj v večini kot smo videli, sprejema več. Zdaj, da se tako, ampak za kratek čas mogoče še na to obesem. Ker trenutno so tudi pravniki, ki spodbijajo oziroma opozarjajo na odločitev meddržavnega sodišča o zakonitosti izraelske gradnje zidu na okupiranem območju, ko je meddržavno sodišče ugotovilo, da je gradnja nezakonita in takrat je znotraj sodbe ugotovilo tudi, da na okupiranih območjih okupator nima pravice do samoobrambe, ima pravico do agresije, torej da odvrne napad, ki mu grozi. A razumem jaz prav, skratka, da če se pogovarjamo o mednarodnem pravu, v resnici, ne glede na to, a gre za pravico do samoobrambe ali pa agresije, ko se prestopi ta raven proporcionalnega odgovora oziroma nasilja, pač stopimo na polje nezakonitega in nesprejemljivega, torej protizakonitega v smislu mednarodnega prava. Ali je ta distinkcija pomembna? Ko je meddržavno sodišče izdalo svetovalno mnenje leta 2004, je bila situacija na terenu precej drugačna in takrat so se sodniki odločili, da ta grožnja Izraelu, na katero se je skliceval, ne more predstavljati napada v luči pogoja pravice do samoobrambe, ker tradicionalno se je razumelo, da je samoobramba možna izjema od prepovedi uporabe sile samo, kadar gre za napad ene države na drugo državo. In v tem kontekstu so sodniki v tistem času ocenili, da tukaj ne gre za to situacijo in da zato ni možno sklicevanje na samoobrambo. Ampak razmere na terenu, kot rečeno, so se precej spremenile in ko imamo mi enega nedržavnega akterja, ki kot tak postane res že neka oborožena sila, tudi če jo imenujemo teroristična organizacija, de facto izvaja oborožene aktivnosti, se je samo razumevanje pravice do samoobrambe zdaj v zadnjem 2 desetletjih precej spremenilo v smeri, da se priznava tudi v odnosu do nedržavnega akterja, ki uporablja silo proti državi, primerljive intenzitete z situacijo med dvema državama. In ta preskok v tem razumevanju se je zgodil tudi zaradi izkušenj z tako imenovano islamsko državo,
ne, ki je bila prepoznana kot enako zmožen akter uporabe sile kot kakšna druga država, in tukaj ne je prišlo pol do tega razumevanja, da seveda lahko tudi v takih situacijah, kjer ima nek nedržaven akter, zdaj namenoma uporabljam ta izraz, ne, se pravi, ni važno, je teroristična skupina, kakšna je kvalifikacija, ali pa kakšna druga skupina, uporniška, kakršnakoli, ampak da je take intenzitete, ne, s takimi sposobnostmi izvajati napade proti državi, aktivira pravico do samoobrambe. Tako da jaz mislim, da te, ki danes pravijo, ne, da pravica do samoobrambe v tem kontekstu ne more biti uporabljena, nimajo čisto prav. No? Pa je, mislim, tako glede na ravno to nasilje, ne, je bilo tudi omenjeno in je izjemno, se zdi. In hkrati tudi v bistvu govorica, ki jo slišimo, ki govori o popolnem uničenju Gaze. Ne, o tem, da je potrebno, mislim, da so to ljudje živali. Ne. Predsednik Izraela je rekel, da so vsi odgovorni, skratka kolektivno kaznovanje. Se tukaj dogaja, mislim, tako premik v tem, da to pa res ni dovoljeno. Ne. Govorimo v bistvu tudi strani posebnih poročevalcev Združenih narodov, beremo opozorila, da se pred našimi očmi dogaja genocid in da genocid pač traja počasi, da so različni procesi razčlovečevanja in da je potrebno ukrepati. Prej sva tudi omenila konvencija o preprečevanju in kaznovanju genocida, v bistvu najbolj zavezujoča. Je tukaj zdaj moment, ko se lahko pravzaprav, torej 75 let nespoštovanja mednarodnega prava, ali pa, če rečemo 56 let od začetka okupacije, ki traja in se stopnjuje tudi gradnja nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu, se lahko tukaj zdaj kaj spremeni, oziroma kaj bi bilo potrebno, da pride do premika, da mednarodno pravo pač postane pravo, uveljavljeno. Politična volja manjka. Ne? In recimo, Izrael je pogodbenica konvencije o genocidu, ampak je tudi pogodbenica konvencije o preprečevanju rasne diskriminacije, pa konvencije o prepovedu mučenja, ne, in še kakšne druge relevantne konvencije, ampak te tri omenjam zaradi tega, ker vse vsebujejo člene, na podlagi katerih je možno sprožiti postopek tudi pred meddržavnim sodiščem, vkolikor kakšna država meni, da je prišlo do kršitev. Ampak Izrael, ne, je tako konvencijo o preprečevanju rasne diskriminacije kot v konvenciji proti mučenju podal pridržek, s katerim je izvzel pristojnost sodišča, ne, za tovrstne primere. Tako da zato ves čas pravim, politična volja manjka na vseh straneh. Ne. Mislim, na strani Izraela, da bi sprejel tudi možnost presojanja, ali so ravnanja skladna z prevzetimi mednarodno-pravnimi obveznostmi, in manjka politična volja na strani recimo držav, da bi se odločile in sprožile na primer postopek po konvenciji o genocidu, ki pa ne dopušča pridržkov, ne, in zato tam pridržki niso možni. In kot vemo, na primer, ne, je prišlo že do postopka pred meddržavnim sodiščem proti Mjanmaru, sprožen, ne, strani Gambije s podporo tudi drugih držav. Torej je možno uporabiti to pot, ampak zato mora obstajati politična volja. Ne, zdi se, da včasih proti kakšnim državam taka politična volja je, proti drugim pa ni. Ne, se ne nazadnje, lejte, Palestina je sprejela pristojnost mednarodnega kazenskega sodišča že kar dolgo časa nazaj. Preiskava je v teku, do danes še vedno ni nobene odločitve, da bi se slučajno izdal kakšen priporni nalog. Po drugi strani smo pa videli, kako hitro, ne, po februarju lani je potem prišlo pred mednarodnim kazenskim sodiščem do izdaje pripornih nalogov za Vladimirja Putina in Belovo za vojna hudodelstva. Pač v Izraelu, pri asociaciji Izrael tega ne pride. Pa ne zaradi kakšnih pravnih ovir, ampak zaradi pomanjkanja politične volje. Okay. Zdaj, tukaj bi lahko sicer, ampak bom naredila še en uvink, nadaljevala v smislu pač odgovornosti držav, tudi kako morajo ravnati, ampak prej bi omenjen Svet za človekove pravice in Izrael.
njihov nastop, da pač so pripravljeni odgovarjati samo za to, kar se dogaja znotraj njihove države in kar opozarjajo pač marsikdo je, da okupacija je postala nekaj, kar ni več tema, hkrati je pa dosti profitabilno za samo vojaško industrijo, ker lahko prodajo potem orožje z dodatkom, da je že preizkušeno na terenu. Ampak kar Izrael zelo pač rad poudarja, je to, da je demokratična država. Hkrati je zdaj v zadnjih letih dodal pač tudi v svoje temeljne zakone določilo, da je judovska država in zelo jasno določa tudi to, da v resnici tisti državljani oziroma državljani, zaradi katere država tam je, so izključno judovski državljani, ne pa recimo palestinski državljani Izraela. Pa me zanima, mislim, iz mednarodno-pravnega stališča oziroma stališča mednarodnega prava človekovih pravic, a gre to sploh skupaj? Skratka, a imamo lahko v resnici etno-nacionalistično državo, ki v svojem bistvu vključuje določeno neenakopravnost oziroma diskriminacijo na podlagi etnične pripadnosti, vere potencialno v tem primeru tudi, ki trdi, da je demokratična? A veste, kaj je demokracija, ni definirano v mednarodnem pravu, ne? Tako da si jo vsak razlaga po svoje. Nedvomno pa je, da v državi, kjer imaš za državljane ljudi različne recimo narodnosti, je diskriminacija, ne, glede njihovih političnih pravic kršitev mednarodnega prava. Tukaj to sploh ni sporno, ne. Zdaj pa kako se ti imenuješ, demokratična ali ne država, niti ni toliko relevantno z vidika dejstva, da so takšna razlikovanja neskladna z obveznostmi, ki jih Izrael ima, ne, ker je pogodbenica vseh teh pogodb, pa tudi če ne bi bil, ne, so te pogodbe, te obveznosti že prešle v običajno pravo, ki zavezujejo tudi tiste države, ne, ki jih niso izrecno sprejele. In problem nespoštovanja, rečemo, humanitarnega prava je seveda problem, ki je izjemno, ne, viden in tudi okruten in povzroča najhujše oblike, ne, škode in žrtev, izgube življenj, ampak se dogajajo ciklično, bomo rekli. Vsakodnevno, ne, pa se dogajajo najhujše kršitve človekovih pravic celotnega prebivalstva, ki živi na teh območjih, seveda na različnih področjih, pa ne gre do omogočanja, ne, dostopa do zdravstvenih storitev ali pa do izobrazbe ali pa do, mislim, veliko bolj vsakodnevnih, ne, potreb tega prebivalstva. In če zdaj morda, ne, se bolj v mednarodni skupnosti razpravlja, kaj narediti za to, da bo prišlo do spoštovanja humanitarnega prava v trenutnih razmerah, pa manjka te razprave, kaj narediti, da bo prišlo do spoštovanja človekovih pravic vsak dan za te ljudi, ki živijo v teh razmerah že, kako si rekla, 75 let. Ne? Ja. Tako da tukaj se mi zdi, ne, so mogoče omanjkajo te potrebne razprave, ker naprimer leta 2010 smo izdali eno knjigo Lokalni zločinci, univerzalni zločini, s kolegi na pravni fakulteti in v njih, ne, v tem kontekstu tudi razpravljali o tem, da ko govorimo o odgovornosti zaščititi, in tukaj vidim našo focal point za responsibility to protect, veleposlanico Jamniškovo, ko govorimo o odgovornosti zaščititi, ne, in leta 2005 so se vse države članice Združenih narodov strinjale, da glede na izkušnje po Srebrenici in izkušnje po Ruandi, kjer so bile mimogrede uporabljene zelo podobne besede, kot jih slišimo strani oblasti v Izraelu, da je treba narediti nek premik, ne, v teh razpravah in tako je nastalo načelo odgovornosti zaščititi. No, in odgovornost zaščititi, ne, se uporablja torej za situacijo od leta 2005 dalje. In čeprav je šel Izrael takrat, ne, ven iz Gaze, kar se tiče kopenskega dela, je ostala Gaza pod nadzorom Izraela praktično iz vseh strani kopnega, morja in zraka. In v tem smislu še vedno, ne, pod oblastjo Izraela in na ta način
tudi velja odgovornost zaščititi. Ampak v vseh teh razpravah se te situacije ne omenja. Ne vem, me bo mogoče veleposlanica Jevniškova popravila, če je kdaj slišala razpravo o potrebi po spoštovanju načela odgovornosti zaščititi v kontekstu Gaze, naprimer. Ne. In spet pridemo do pomankanja politične volje. Se pravi, ni problem v pomankanju pravnih pravil, pa tudi političnih zavez, ki jih države spremljajo, problem je potem v pomankanju realizacije sprejetega. Ampak recimo kolega Ervin Hladnik Milharčič ne pravi, da Združeni narodi, to, kar je bilo na začetku, se mi zdi tudi omenja, ne dobijo vse probleme, ki se jih ne da razrešiti. In recimo tudi, ko pride do Palestine pa Izraela, se dostikrat v bistvu, oziroma se je pred leti, no, ko sem bila jaz tam, se spomnim, da je bilo veliko govora o tem, da pravzaprav, da so Združeni narodi tam, da Evropska unija, ne, da vsakič znova pošljemo humanitarno pomoč, pomagamo, da se gradi, zasajajo se nove oljke, zato da jih potem uspešno nezakoniti izraelski naseljenci na Zahodnem bregu pač posekajo ali pa zažgejo, ali pa da se porušijo potem v ponovnih in ponovnih bombardiranjih in napadih izraelske vojske, da pravzaprav pri temu Evropska unija in Združeni narodi prevzemajo odgovornost in prevzemajo ceno, ki bi jo Izrael kot okupator drugače nosil. Tako da in tudi zdaj, v nekih tako zelo čudnih, oziroma ki jih človek skoraj ne bi rad preberal in vedel, da obstaja tak cinizem, so različne ideje o tem, kaj naj se zdaj zgodi z Gazo, ne? In kdo bi lahko prevzel oblast nad njo, komu bi jo lahko na nek način outsourcali, se skoraj zdi. Pa bom zdaj v bistvu, mogoče to je lahko izhodišče ali pa če kaj tako, ampak bi malo potem naprej šla še, ker glede na to, kar smo rekli tudi judovska država in kar smo se pogovarjali tudi prej, jutri bo odbor za zunanjo politiko v Državnem zboru sprejel deklaracijo, ki se dotika trenutne situacije v Palestini in Izraelu in v bistvu večkrat ponovijo mirovni proces, rešitev dveh držav. Zdaj, nekako kritični opazovalci mirovnega procesa, ki traja, ne vem, recimo od leta 1993 z sporazumi iz Osla ali pa oslovskimi sporazumi, kakor hočemo pač pristopiti k temu, opozarjajo na to, da je to v bistvu bil proces, ki je samo zagotovil to, da je Izrael izpolnil začetni cionistični načrt, da je Izrael država med morjem in reko, v celoti, to, kar se uporablja tudi Judeja in Samarija. In medtem, kar recimo slišimo zelo veliko kritik na gesla, Palestine will be free from the river to the sea, v smislu, da je to pozivanje k izbrisu izraelske države, pa hkrati ne slišimo v bistvu kritike, ko te besede prihajajo strani izraelskih politikov, ki o tem tudi govorijo odprto in hkrati se zdi, glede na dokumente in ugotovitve, kakšen režim izvaja Izrael na okupiranih območjih in znotraj same države Izrael, da bo to pač država apartheida oziroma država na nek način bantustanov ali kakorkoli to definiramo. Pa me zanima, a je smiselno, oziroma če nekateri govorijo o tem, da bi Palestino kar dali na Sinaj, pa tam Abbasu zagotovili neko državo, ki pač bo Palestina oziroma jo lahko poimenujejo kar hočejo znotraj Egipta in vse preselili Palestince tja, koliko drzno oziroma koliko smiselno je, da se tudi pritisne pravzaprav na mednarodno skupnost, na države, da začnejo razmišljati v bistvu o rešitvi, ki ne temelji na etničnih dveh državah, glede na slabe izkušnje vsega tega časa od leta 1993 dalje, ko je to pravzaprav samo na nek način krinka za uničevanje možnosti palestinske države, in koliko je pomembno ali pa smiselno, da se ohranja to idejo dveh držav. Ideja dveh držav je edina, ki je trenutno za mednarodno skupnost zavezujoča.
Ne? Kot rečeno, resolucije Varnostnega sveta so v tem pogledu jasne in to je edino, kar daje legitimno možnost v bistvu vsem akterjem, ne, da to zahtevajo. Ideja ene države je ideja, ki bi zahtevala strinjanje z obemi narodi, ne, se pravi z izraelskim in s palestinskim. Zdaj, ali si lahko realno zamislimo, da bi se izraelski narod strinjal s tem, da se ustanovi ena država na celotnem območju in potem razpišejo demokratične volitve in vidijo, kdo zmaga in ta vodi to državo? Meni se zdi to precej utopična ideja tak hip. Ali lahko pričakujemo, da se bo palestinski narod strinjal, da bojo živeli v eni državi, ampak na bistveno zmanjšanem ozemlju, kot bi jim pripadal, glede na stanje, na katerega opozarjajo spet zavezujoče resolucije Varnostnega sveta, je verjetno tudi utopično. Torej, če ne en, ne drug narod ne morata sprejeti neke rešitve v eni državi, in jaz ne vidim, ne, kako bi lahko do tega prišli, ne vem, koliko je realna ta rešitev ene države. Eno je, kar morda lahko kdo misli, bi bilo prav, ne, prav bi morda bilo, ampak dejstvo je, da je Izrael država, ki je mednarodno priznana, ne, strani velike večine mednarodne skupnosti, res ne, skoraj da univerzalno. In taki državi ne moreš usiliti nobene volje glede spreminjanja njenega ozemlja ali pa prebivalstva ali pa česarkoli. In dejstvo je na drugi strani, ne, da ima palestinski narod pravico do samoodločbe v mejah, kot rečeno, pred ekspanzijo leta 1967. Zdaj, kater narod bi se čemu odrekel, da bi prišlo do rešitve ene države? Jaz te opcije res ne vidim. Koliko je pa problem oziroma iz mednarodno-pravnega stališča, da v resnici Izrael nikoli ni določil svojih meja? Za nastanek države ni potrebno, da so meje dokončno določene. Važno je, da so določljive. In določljive so, ne, kot rečeno, po resoluciji Varnostnega sveta povejo, kje bi morale biti meje Izraela. Ne. Tako da to ne vpliva na obstoj države. Ne nazadnje, tudi Bosna in Hercegovina, ko je nastala, še ni imela, ne, vseh mej dokončno določenih oziroma razrešenih vseh teritorialnih vprašanj, pa to ni bila ovira za njen sprejem v Združene narode, ne, leta 1992, čeprav je bil pol Daytonski sporazum sklenjen šele leta 1995. Torej, ne, ni to ovira za priznanje in za nastanek in priznanje države. Tako da z tega vidika se mi zdi, ne, to pozivanje k dvem državam je edino, ki je trenutno skladno z mednarodnim pravom. Ampak koliko je pa realno, mislim, ker v resnici bi to kaj pomenil izseljevanje oziroma begunstvo 700 000 izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu? Ali bi pomenil kaj drugega? Mislim, jaz bi težko, ne, to pisala kot begunstvo, če v že osnovi nimaš pravice, da si na tem ozemlju. Tako da mislim, da bi bilo to zelo enostavno rešljivo. Ne. Saj ni sploh nujno, da bi kam šli, ne, če bi izhajali iz dejstva, da bojo pač živeli v palestinski državi. Ne. Saj, zakaj bi pa morali kam iti? Pač bojo vrnili seveda zemljo Palestincem, ampak lahko ostanejo, ne. Ne mislijo, da živijo v palestinski državi, ja, mislijo, plus ne, da so oboroženi, plus da izraelska vojska jih varuje in omogoča trenutno, ne, da izvajajo pogrome. Ne vem, mislim tako. Ne, se pravi, mi govorimo o rešitvi dveh držav ob eni predpostavki, ki bi morala biti najprej izpolnjena. Ne. Najprej bi morala biti izpolnjena ta predpostavka, da se torej ta ozemlja vrnejo oziroma dajo državi, Palestini, da se vzpostavi v mejah, kot ji to veleva mednarodno pravo, razen če bi bilo kdaj možno doseči drugačen dogovor. Ne, to je vedno možno. Države se vedno lahko dogovorijo za odstope menjave ozemlja in tudi te opcije so bile že večkrat omenjene, ne, da bi do česa takega prišlo. No in potem, ne, se pač uredijo razmere, ne, in ki jih mora pa po moje garantirati mednarodna skupnost. Nikakor ne gre zanikati, ne, pravice do samoobrambe nobeni državi in tudi Izrael, kot rečeno, nesporno ima pravico do samoobrambe.
Vprašanje je, ne, kje sklicevanje na to pravico postane uresničevanje nezakonite samoobrambe. In tukaj, ne, je ta problem. In zato, da bi zagotovili, ne, varnost Izraelu, se vedno da skleniti tudi kakšne mednarodne pogodbe, v katerih druge države postanejo tako imenovane države garantke, ki potem garantirajo, ne, varnost države, rečemo v tem primeru Izraela. In to mogoče bi bila ena rešitev, ne, na katero ja nisem slišala, da bi se veliko omenjala v teh razgovorih. In potem recimo, ne, kakršnakoli skupina, izgovorim zelo zdaj hipotetično, ne da temu tako je, ampak kakršnakoli oborožena skupina, ki bi iz Palestine napadala Izrael, bi se soočila z oboroženim odzivom vseh držav garantk, ne, teoretično. To bi mogoče bil nek garant neke zadržanosti, ne, do nadaljevanja ali pa stopnjevanja sovražnosti. Čeprav, mislim, kar je zanimivo pa je, ne, da posebni poročevalci Združenih narodov v bistvu pozivajo k mednarodnim opazovalcem oziroma mirovnim silam, ki bi zagotavljale varnost vseh ljudi. In pri njih v bistvu ni čisto jasno, a ne govorijo mogoče o varnosti Palestincev glede na trenutne razmere. Ker tukaj se recimo zastavlja tudi vprašanje, kaj pa pravica do samoobrambe Palestine, oziroma v tem primeru pravica do upora proti okupatorju. Seveda. In to, kar govorijo o opazovalcih, to je čisto druga stvar od tega, kar jaz govorim. Ne? Jaz govorim o tem, da se vzpostavi nek režim, recimo, če pogledamo našo sosedo Avstrijo, pa ne želim primerjati, ne, teh situacij, da ne bo spet narobe razumljeno v nobenem drugem kontekstu, razen v tem, da je bila Avstrija, ne, po drugi svetovni vojni z avstrijsko državno pogodbo iz leta 1955 postavljena kot nevtralna država z garantkami, ki garantirajo njeno varnost. To ne gre za nobene opazovalce, ki bodo nekaj opazovali in to, ampak gre prav za mednarodno pravni status, v katerem druge države garantirajo, ne, varnost državi, ki se pa za v zameno odreče, ne, izvajanju kakšnih oboroženih akcij in podobno. No, ampak moram se vrniti nazaj še k temu, kar si prej omenila Kristina, in sicer vloga mednarodne skupnosti, ne, v celi tej zgodbi je sigurno sporna. Zakaj? Ker kot okupacijska sila moraš prevzeti tudi odgovornost za izvajanje oblasti na okupiranem ozemlju. Ne? Odgovornost v vseh pogledih, ne? Tudi zagotavljanje vseh sredstev in podobno. Ne? In res tukaj mednarodna skupnost verjetno malo iz nekega moralnega dolga, ker se situacija tako dolgo časa ne razreši, namenja izjemne, ne, količine denarja in vseh drugih sredstev, ampak na ta način v resnici, ne, samo podaljšuje to brezplačno okupacijo Izraela z tega vidika, ne, ker mu je seveda ni treba financirati, ker to zanj počne mednarodna skupnost. Tako da, ja. Pa je recimo... In mogoče samo še to, no, da ne pozabim. Mogoče se bo pa kdaj kakšna druga demokratična država odločila, pa bo začela izvajati univerzalno jurisdikcijo, ko bojo prišli na pogovor kakšna gospodarska ali pa kakšne druge delegacije iz Izraela. Ne? Mislim, a veste, izvedba kazenskega postopka ne pomeni nujno, da bo na koncu prišlo do obsodbe, daleč od tega, ampak da se v nekem pravnem postopku, a ne, pred neodvisnimi in nepristranskimi sodišči pogleda, kakšna so bila ta ravnanja, ki iz pač predvsem medijskih objav ne delujejo ravno skladno z mednarodnim pravom. Morda se bo izkazalo, da so, ne vemo, ne? Ampak že to, da bi se izvedel nek pravni postopek pred nekim neodvisnim in nepristranskim sodiščem, bi bil morda tak prvi korak, kaj bi se dalo narediti. Ker univerzalna jurisdikcija pomeni, ne, da lahko vsaka država, ki jo je seveda implementirala v svojo zakonodajo in veliko držav to je naredilo, pred svojimi in domačimi sodišči sproži postopek, ne, proti tujemu državljanu za kazniva dejanja storjena v tujini, proti tujim žrtvam, se pravi nobene navezne okoliščine ni treba imeti s to državo, ki izvaja univerzalno jurisdikcijo. Važno pa je, ne, da gre za ta huda
kazniva dejanja, kot so vojna hudodelstva, hudodelstvo zoper človečnost in recimo genocid. In v Sloveniji pač univerzalna jurisdikcija obstaja pa tudi v bistvu nekak podpogoj, da mora na to pristati tudi ministrica oziroma minister za pravosodje. Pa me zanima, mislim, tako, je to v luči Slovenije, njenega bodočega stalnega članstva v Varnostnem svetu, nekaj, kar bi veljalo na nek način izpostavljati, pozivati k vzpostavitvi mednarodnega prava prek mednarodno-kazenskih mehanizmov, kot je univerzalna jurisdikcija, ali je bolj smiselno trenutno se osredotočiti na večji nek diplomatski pritisk. Vidimo države, ko odpoklicujejo veleposlanike, prve pozive iz Evropske unije k določenim sankcijam. Pred leti že se je govorilo o vojaškem embargu. Slovenija po eni strani je čisto majhna, imamo zelo malo, ampak imamo pa nekaj izmenjave v vojaški opremi in orožju z Izraelom. In na nek način se zdi, da bi zelo malo zgubili, če bi uveljavili nekaj takega. Tako da, kaj je na nek način tukaj mogoče ne mednarodno pravno, politično smiselno, če to obstaja? Ja, jaz, ki nisem politik, to težko zdaj komentiram, ampak to, da bi Slovenija izgubila zelo malo, verjetno politično ne drži, ker vemo, katera država podpira in vzdržuje to stanje in preprečuje, da bi prišlo do kakšnih konkretnejših ukrepov. In to ni samo ena država, je država, s katero ima Slovenija tudi morda zelo veliko, verjetno eno med največ zunanje trgovinske menjave, tako da pa ne govorimo o ZDA. Evropska unija pol? Države znotraj Evropske unije. In torej politično bi bila ta odločitev verjetno stvar presoje, ampak spomnim se, pred leti so v Belgiji začeli so razmišljati o tem, da bojo uporabili univerzalno jurisdikcijo, in ob tej najavi so hitro dobili obvestilo držav drugih članic zveze NATO, da bo verjetno treba prestaviti sedež NATO v kakšno drugo državo, in lahko si predstavljate, kaj je sledilo. Belgija je takoj odstopila od te namere, da bo izvajala univerzalno jurisdikcijo. Torej, govorimo o državi, ki morda pa ni v takem razmerju z temi silami, ki bi pa morda imela ta pogum, da se loti tega eksperimenta, in morda je to potem nek začetek nekega procesa, ki bi se lahko morda pol multipliciral. Nikakor ne mislim, da bi to morala biti Slovenija, kot rečeno. Pa je tukaj, mislim, tako upravičen kakšen strah trenutnih oblastnikov v Sloveniji oziroma pač nosilcev političnih funkcij, glede na to, kar se dogaja v Palestini, in glede na to, da je tudi Slovenija podpisnica tako ženevskih konvencij kot konvencije o preprečevanju in kaznovanju genocida. Skratka, je ta odgovornost tretjih držav, da naredijo vse v njihovi moči, da preprečijo izvršitev genocida. Koliko resna, konkretna grožnja je to lahko za ljudi zdaj na političnih funkcijah, ki opazujejo, kaj se dogaja? Se pravi, zdaj spet v teoriji govorimo, država, ki podpira neko ravnanje, ki bi se nekoč nekje prepoznalo pravno kot recimo genocidno, bi bila lahko sostorilka. Se pravi, teoretično govorimo, bi lahko prišlo potem tudi do kazenskega pregona odgovornih, to se pravi voditeljev teh držav, za to sostorilstvo. Realno, koliko je to uresničljivo v praksi, mislim, da si težko predstavljam, da bodo domača sodišča začenjala postopke proti predsednici Republike Slovenije ali pa komu zaradi sostorilstva pri genocidu po naši kazenski zakonodaji.
Teoretično bi to bilo možno, to bi bil čist legitimen pravni postopek. Ne vemo, kako bi se zaključil, kaj bi bilo ugotovljeno, ampak seveda tisti, ki sodelujejo pri izvajanju mednarodnih hudodelstev, kamor sodi tudi genocid, seveda so lahko videni kot sostorilci. Treba bi bilo dokazati, kakšna ravnanja zadostujejo temu kriteriju sostorilstva, ampak hočem reči, hipotetično tak postopek ne bi bil nemogoč. Zdaj pa jaz bom zelo vesela tudi vprašanj strani publike, bi pa sam še eno v bistvu svoje upeljala noter, če bom uspela zbrati misli. In sicer, ravno, ker je omenjeno v bistvu bilo tudi, torej v resnici vrhovna poveljnica Slovenske vojske. Danes sem dobila ene odgovore zaradi enega članka, ki ga tudi pripravljam, ki so se vezali ravno na v bistvu odgovornost Slovenije oziroma različnih nosilcev političnih funkcij po konvenciji o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. In odgovor urada predsednice Republike Slovenije je bil, da konvencija ne zavezuje samo nje, ampak vse nas. In zdaj pravno bi si jaz upala trditi, da je to mogoče malenkost sporno, ker ne vem, če bi bil lahko pač pregon možen tudi na ravni posameznikov, ampak hkrati pa je prišel tudi, mislim, da včeraj ven poziv profesorjev, akademikov, strokovnjakov na področju kriminologije in področju mednarodnega prava, posebej za mednarodna hudodelstva, ki opozarjajo na to, kaj se dogaja trenutno v Palestini, da to izpolnjuje znake genocida in pa tudi, da v takih situacijah je ključna pravzaprav vloga civilne družbe, različnih javnih intelektualcev, javnih skupin, javnih ustanov, ki poskušajo na nek način preprečiti, opozoriti na to, kaj se dogaja. Pa me zanima v bistvu, zdaj mogoče bolj iz tega akademskega, profesorskega, univerzitetnega gledišča, kako videti to situacijo danes, ta prepad, ki ga vidimo pravzaprav med množicami na ulicah, ne vem, v Ameriki, po evropskih mestih, in hkrati izjemno močen tudi odgovor v smislu, ni dovoljeno solidarizirati s Palestino, tudi sankcije z odpovedmi služb, od novinarjev do drugih posameznikov. Kakšna je vloga tukaj na nek način nas, civilne družbe, glede na to, kaj se dogaja in kaj nam strokovnjaki pripovedujejo, da pravzaprav je to, kar gledamo v živo? Mogoče sam najprej, če mi dovolite, da ne bo kdo narobe razumel, da jaz mislim, da Slovenija sodeluje pri genocidu, nikakor ne. Kvečemo je Slovenija ena redkih držav, ki se kljub svoji realnosti, v smislu, da gre za malo državo, precej jasno, decidirano izraža o tem, da je treba preprečiti vsa grozodejstva, da je treba omogočiti dostop do humanitarne pomoči in tako da ne bo narobe razumljeno. Hipotetično smo se pogovarjali, kako bi bilo možno voditi postopke. Zdaj, kar se pa tiče vloge civilne družbe, ta je seveda izjemno pomembna, ne samo za pozivanje odločevalcev, pa ne bom rekla samo političnih voditeljev, ampak odločevalcev na vseh ravneh ustreznemu ravnanju, ampak tudi za zbiranje vseh relevantnih informacij, dokazov. Izrael v vsej svoji zgodovini, ko gre za razne preiskovalne komisije, nikoli ne spusti teh članov teh komisij na svoje ozemlje. Se pravi, kdo lahko v resnici zbira informacije, so predvsem civilna družba in potem te informacije deli z preostalim svetom. Zdaj, civilna družba v drugih državah pa ima verjetno lahko velik potencial vplivanja na svoje odločevalce, da obsodijo ali pa vsaj opozarjajo
na ravnanja, ne, ki se zdijo zelo problematična z vidika mednarodnega prava. Veste, jaz se kot pravnica ne morem govoriti samo o kršitvah, zato ker ugotovljena kršitev je stvar sodnega postopka. Ne. Mi imamo različne informacije, ki kažejo v določeno smer, ampak problem je, da ne pride, ne, v tej situaciji do nobenih pravnih postopkov, razen seveda pred izraelskimi sodišči, in tukaj pa moramo reči, ne, da tudi izraelska sodišča so že večkrat ugotovila, da so bila kakšna ravnanja ali pa odločitve vlade v nasprotju, ne, z mednarodnim pravom. Tudi kar se tiče gradnje zidu, na primer. Ne. Tako da mene pa skrbi to, no, kar slišim zadnje čase, da v določenih državah, tudi v Evropi, je prepovedano govoriti o tem konfliktu na univerzah in da so profesorji suspendirani, ko govorijo o tej situaciji. To pa je zelo zaskrbljujoče. Še zlasti, kot rečeno, ko ne govorimo o zdaj odgovornosti, kdo je na koncu, bi moral iti kam, služiti kazen, podobno, ampak ne, analiziramo situacijo, analiziramo dejstva, ki so nam predstavljena, seveda živimo v dobi, vemo, dezinformacij in lahko smo tudi kdaj glede česa zavedeni, ampak z informacijami, s katerimi razpolagamo, mislim, da jih mora imeti civilna družba in zlasti, ne, tudi, kot rečeno, izobraževalne institucije vedno in povsod pravico, ne, analizirati in o tem razpravljati. To je pa zame zelo zaskrbljujoče. Se ne vem, da me bo jutri doletel kakšen suspens, upam, da pri nas še ne, ampak vem pa, da kakšne kolege v kakšnih državah že je. Okay. Mogoče kakšno vprašanje? Da države, vključno Slovenija, so sprejeli delovno definicijo ihre o antisemitizmu. In to so začele biti posledice, zelo konkretne. Zdaj pa do vprašanja. Jaz te dni sem brala večkrat izjave pravnikov, govorimo o samoobrambi, pravice do samoobrambe Izraela. Češ, da je Izrael v tem kontekstu, in to sem hotela eno pojasnilo z vaše strani, če lahko, nima pravice do samoobrambe v absolutnem smislu besede, ukolikor je okupator. In kolikor okupator pač na okupiranem ozemlju, ne na svojem ozemlju, ampak na ozemlju, ki okupira, nima ta pravica mu nekako ni priznana. To sem več kot zasledila v raznih diskusijah, saj ne 3-4, zato bi rada, če mi lahko to pojasnite. Ja, jaz se s tem vidikom ne strinjam. Zakaj? Zaradi tega, ker okupacija ne pomeni prevzema suverenosti nad tem ozemljem, pomeni samo prevzem dejanske oblasti. Se pravi, država Izrael ostaja, ne, v svojih mejah, v katerih je, rečemo temu, mednarodno priznana. In samoobramba pomeni, da grozi nevarnost obstoju države. Države torej v njenih mejah. Ne? In če prihaja ta nevarnost, lahko tudi z okupiranega območja, čeprav ima ta država recimo tam nek dejanski nadzor, je še vedno nevarnost suverenosti Izraela, še vedno nevarnost, ne, izraelski državi v tem smislu. In tukaj mislim, da je treba ločevati, ne, ta dva vidika. Eno je, da Izrael, kot rečeno, ni država na okupiranem ozemlju in zato napadi, ki od tam izvirajo proti njej, so napadi in Izrael ima pravico do samoobrambe. Dejstvo, da pa je okupacijska sila, pa pomeni, da ima mednarodno pravne obveznosti zagotavljanja temeljnih pravic na tem območju. Zato, ker so ljudje, ki tam živijo, v okviru, ne, njihove jurisdikcije. To se pravi, sta dve ločeni vprašanji. In kot rečeno, jaz mislim, da ko ima nek nedržavni akter, v konkretnem primeru Hamas, za ene teroristične organizacije, za druge ne, s kapaciteto, da izvede oborožen napad dovoljšne intenzitete in organiziranosti, da se glede na dejstva na terenu lahko kvalificira za tudi oborožen spopad, ni sporno, ne, da je takšna uporaba sile
tudi zadostna za sprožitev pravice do samoobrambe. Zato, ker ni vsaka uporaba sile že oborožen spopad. V konkretnem kontekstu mislim, da ni dvoma, ne, da lahko govorimo o oboroženem spopadu, ergo toliko bolj, ne, je potem ta uporaba sile zadost za sprožitev pravice do samoobrambe. Okay, hvala. Seveda, samoobramba, kot sem že prej povedala, je pa zakonita Ne, to mi samo je dokler je jasno, nujna in to mi je sorazmerna. jasno. To mi je vse jasno, hvala. Obdržim jaz, da dam nazaj, ampak je prekratko. Zanima me, če bi lahko malo povedali o palestinski pravici do oboroženega upora kot ljudstva, ki je okupirano, kaj mednarodno pravo reče na to. Pol me pa še zanima, zdaj, ko ste omenili, pač, jaz nisem pravnika, ne, tako da bom zelo, moje vprašanje bo nekako laično. Ok, Slovenija je podpisnica te konvencije o preprečevanju genocida. Zdaj, kaj je Slovenija dejansko sprejela, da bi preprečila potencialni zdaj genocid v Gazi? Ker seveda mi laiki tega ne vidimo, tako da me zanima. Ja, kaj in kaj bi še lahko? Ali pa kaj bi celo morala? Tako. Torej, kot veste, Palestina ima, koliko, če kdo ve, mogoče na pamet, ampak zelo veliko število mednarodnih priznanj kot država. Tudi Generalna skupščina jo je priznala kot državo opazovalko. Ne? Se pravi, Palestina kot država in torej njen narod, ne, znotraj te države ne sme uporabljati oborožene sile za doseganje uresničitve svojih pravic, ker bi bilo to zopet lahko označeno kot agresija. Ne, v tem smislu. Če pa je seveda napaden z orožjem, se lahko v samoobrambi brani z orožjem. Kar se pa drugega vidika tiče, torej Konvencija o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida od vsake države pogodbenice zahteva, da znotraj svojega ozemlja in na območjih pod njihovo jurisdikcijo preprečujejo genocid, vsaka zase, in skupaj v mednarodni skupnosti, ne, potem delujejo, sprejemajo ukrepe tam, kjer lahko, zato da ne bi prišlo ali pa da bi prenehalo se izvajati genocid, če do tega prihaja. Kakšne točno pa ukrepe bi morale te države zdaj sprejeti skupaj, ne, v mednarodni skupnosti pa ni nikjer določeno. Ne morajo si samo prizadevati v resnici za to, da to preprečijo, ni pa obveznosti rezultata v tem smislu, ker je tudi ni možno določati, ne? Ker, kot rečeno, večkrat skozi zgodovino se je pojavila ali pa vzniknila ali pa ukrepila in tako naprej ideja o humanitarni intervenciji v zlasti akademskih, civilno-družbenih krogih in tako naprej. Ne? Ideja humanitarne intervencije je ta, da ko ena država povzroča, ne, številne hude kršitve humanitarnega prava človekov in tako naprej, skratka, ljudje trpijo, bi države imele pravico intervenirati v to državo. Ampak ta ideja humanitarne intervencije nikoli ni bila sprejeta, ker je za države načelo suverenosti in ozemeljske nedotakljivosti in politične neodvisnosti tisto osrednji temelj mednarodno-pravne ureditve. In ker je bila ideja humanitarne intervencije vedno zavrnjena strani držav, je potem leta 2005 prišlo do sprejema načela odgovornosti zaščititi, ki pa pogojuje ukrepanje mednarodne skupnosti z bolj prisilnimi sredstvi, ne, sankcije proti državi, recimo tako, z odločitvijo preko varnostnega sveta. In v tej situaciji imamo težavo, ker je varnostni svet blokiran. In v tem, kot veste, ne, razen v izjemnih primerih ni sposoben sprejeti, in teh primerov je res malo, ne, skozi vso zgodovino, nobene odločitve. Alternativa varnostnemu svetu, potem preko resolucije Združenih zamere Generalna skupščina, in prav v okviru takega izrednega nujnega zasedanja je prišlo do sprejema te tako imenovane arabske resolucije, ne, ki jo je podprla tudi Slovenija. In ko pravite, kaj je Slovenija naredila? Slovenija je glasovala za resolucijo, ne, ki zahteva takoj zagotovitev
humanitarnih premorov za dostavo pomoči. Tako da recimo to je en zelo konkreten doprinos Slovenije k naslavljanju te situacije. Veliko nas mogoče misli lahko, da to ni dovolj, ampak je veliko več, kot so naredile marsikatere druge države, zlasti z družine, ki je Slovenija sicer pripada, govorimo o Evropski uniji. Potem, naprimer, včeraj sem po poročilih slišala predsednico republike, ki je javno pozvala, da je treba spoštovati vse pozive generalnega sekretarja glede ravnanja v Gazi in ne vem, koliko drugih predsednikov republike ali pa drugih državnih poglavarjev po svetu ste slišali v zadnjih dneh, da bi tako na ta način k temu pozvali. Tako da Slovenija tukaj sigurno ni samo nemi opazovalec. In ali bo, če bo Slovenija sama konkretno sprejela nek ukrep, imel kakšen učinek, je verjetno zanemarljivo v primerjavi s tem, kar Slovenija počne zdaj v mednarodni skupnosti. Ni pa verjetno Slovenija ta država, ki bo rešila ta konflikt. Lahko smo ambiciozni. Prosti, Kristina, hočete nazaj ta mikrofon? Ne, sam sekund, po moje upam, da bo še kakšno vprašanje oziroma več kot dobrodošla. Jaz bom sam tukaj, me nekaj zanima. Zdaj, če sem jaz prav razumela, skratka, palestinsko ljudstvo, če se jim prizna država, se jim odvzame pravica do upora proti okupatorju, o kateri pa tudi Združeni narodi kar nekaj še vedno govorijo. Mislim, kako je zdaj s tem? Skratka, ima torej prebivalstvo Zahodnega brega, Vzhodnega Jeruzalema, Gaze, čisto mednarodno pravico do upora zoper okupacijsko silo, ali se jih razume kot del palestinske države, ki sicer uradno, uradno mogoče obstaja, ampak de facto pa ne obstaja glede na to, da je izraelska vojska vse prisotna in da tudi palestinske sile delujejo in so finančno popolnoma odvisne od izraelskega denarja in pač soglasi, da se kakorkoli premikajo po. Ja, sej to je tudi del zgodbe in tega problema. Sej ne moreš imeti in eno in drugo. Če so se Palestinci odločili, da hočejo imeti državo v teh razmerah, potem ne morejo hkrati se tretirati kot neko uporniško gibanje. Ne morejo imeti oblasti na Zahodnem bregu svoje države in institucij državnih, hkrati pa reči, ne, ampak smo pa uporniško gibanje, ki se bori za uresničitev svoje države. Me razumete, ne? Se pravi, tudi palestinci v tem kontekstu pač zbirajo, zgleda, svoje poteze, kako želijo nastopati. Se pravi, Palestina nedvomno ima kot država, kot trenutno obstaja, pravico do samoobrambe, če je napadena. Nima pa pravice izvajati agresije na drugo državo. Če pa je de facto okupirana, pa lahko kaj naredi, če nima vojske? Kot rečeno, čaka, da bo mednarodna skupnost prišla na pomoč, ker kot vemo, težko si zamišljamo, da bi na terenu prišlo do kakšne druge situacije. Se tudi zdaj vidimo, da je kakšno nesorazmerje moči, vojaške moči in tako da. Še kakšno vprašanje? Tam zadaj. Lahko. Najprej lepo pozdravljeni pa lepa hvala za predstavitev nekako konflikta z mednarodnega pravnega položaja. Mene bi pa mogoče zanimalo, kak je pa torej nacionalno pravo Izraela, torej ta sporna pravosodna reforma v Izraelu, ki dovoljuje Knesetu, da razveljavi vse odločitve Vrhovnega sodišča, kako lahko tu prihodnost vpliva na konflikt? Ja, saj to je ta problem, ki sem že prej opozorila, da Izrael pravzaprav ravno zaradi tega, ker je prišlo do določenih
z vidika politike nezaželenih odločitev izraelskega vrhovnega sodišča, je potem politično sprejela odločitev, ki je v celoti nezdružljiva z obveznostmi Izraela po mednarodno pravnih obveznostih z področja človekovih pravic. Tako da, in lahko si marsikaj mislimo, ne? Ampak dejstvo je, da tik pred 7. oktobrom je bil že ne vem kjer 40 ali kjer teden demonstracij v Izraelu, ne? Proti politiki trenutne vlade in očitno odraža, ne, tudi nezadovoljstvo samega izraelskega prebivalstva z vsemi temi potezami, ki niso, ne, skladne z doseženimi standardi človekovih pravic. Torej, nesporno, ne, tako poseganje v temeljno načelo delitve oblasti je nesprejemljivo, ne. Zelo vas slabo vidva tukaj, ker imamo take te reflektorje. Jaz bi sam prosil za neka dodatna pojasnila glede tega vprašanja pravice do odpora proti okupaciji. Ker meni pa par kolegom, kolegic ni najbolj jasno. Omenjate, da se, če sem prav razumel, tudi Kristina je nekako tako razumela, če so Palestinci sprejeli svojo organizacijo v obliki države na ozemljih iz leta 67 recimo, da se na nek način odrečejo boju proti okupaciji in po vaših besedah v bistvu pravzaprav naj zdaj čakajo na reakcijo mednarodne skupnosti. Pa me zanima, kakšna je razlika med njihovo situacijo in med situacijo v Ukrajini, kateri vsi priznavamo pravico do obrambe proti okupaciji. Se jaz tudi priznavam pravico do obrambe, se pravim, ne, pravico do samoobrambe absolutno, ampak ne pa pravico do izvajanja oboroženih aktivnosti za to, da se doseže, ne vem, premike na svojem ozemlju, ne. Ja, se pravi, sila mora biti uporabljena, ne? In kadar pride do uporabe sile, ima seveda tudi Palestina pravico do samoobrambe. V vsakem akciji, ki bi jo recimo izraelska vojska izvedla na okupiranem ozemlju, ima Palestina pravico do samoobrambe. Nima pa pravico do samoobrambe, ko recimo bi rekla, zdaj bomo pa danes se organizirali in izvedli, ne, oborožene napade na izraelske sile, recimo, ki so prisotne, ne, na našem ozemlju kot okupator, zato da jih preženemo iz svojega ozemlja. Torej okupacija sama, torej samo bom rekel, obstoj okupacije, vemo, kaj v praksi to pomeni, nadzorne točke, samovoljne aretacije, onemogočene premikanje in tako naprej. To ni dovolj za, ne vem, izvajanje napadov na te pripadnike okupacijskih sil, ampak kaj, morajo te pripadniki okupacijskih sil streljati nate in potem lahko ti streljaš na njih. Čisto v praksi bi rad razumel, kako... Ja, mora biti uporabljena neka sila, ne, se pravi, ni treba, da jih strelja, lahko jih mečejo kamne, ne vem, karkoli delajo, ampak neka sila mora biti uporabljena za to, da se sproži pravica do samoobrambe, ne. Tako, ja, seveda je bila, ne, takrat, ko je prišlo do zasedbe teh ozemelj in takrat se sproži pravica do mirnega reševanja sporov, ne, ki prevlada, mislim, v tem kontekstu, ki prevlada oziroma gre z roko v roki z drugim temeljnim načelom prepovedi uporabe sile. Ne, se pravi, zasedba ozemlja za silo je kršitev mednarodnega prava. In zdaj smo v stanju, kjer je en kršitelj, en je pa žrtev, rečemo, ne. No, in zdaj, če želi ta doseči uresničitev celovitosti, ne, svojega ozemlja, se mora za to prizadevati z mirnimi sredstvi za rešitev spora. Ne sme uporabiti nazaj sile, ne, zato da bo dosegel to, ker je pol sam agresor. Ja. Ja.
Se pravi, ravno to je, ne, ker mednarodno pravo je leta 1945 za ustanovno listino sprejelo načelo prepovedi uporabe sile. In ko pride, tudi če pride do kršitve, ne, je potem treba iskati rešitev po mirni poti. Situacija, ki jo je kolega omenil, ne, z Rusijo in Ukrajino, je različna v tem, da če se malo spomnimo zdaj za nazaj, kaj se je dogajalo, ne, Rusija je v resnici zasedla Krim in potem počasi, ne, tudi vzhodni del Ukrajine, že leta 2014, ne, in je bila zasedena. Takrat nihče še ni govoril o pravici do samoobrambe Ukrajine. O pravici do govorili so ves čas o nezakonitosti te zasedbe, o nezakonitem, bomo rekli, pridobitvi ozemlja, ker seveda sama izvedba referenduma na Krimu, kjer je živela ruska manjšina in ne narod, ne sproži pravice do samoodločbe in potem vsega, kar je sledilo. O pravici do samoobrambe Ukrajine se je začelo govoriti februarja 2022, ko je Rusija za oboroženo silo začela izvajati oborožene napade na ukrajinskem ozemlju. Se pravi, je začela oborožen spopad, takrat se je začelo govoriti o pravici do samoobrambe. Predtem se je govorilo pa samo o kršitvi pravice do suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine. Bom takoj prinesla tole. Ampak samo da še vprašam, a pa bi recimo, če bi Ukrajina zdaj želela nazaj si pridobiti torej vzhodni del Donbas, pa Krim, a v tem momentu bi tudi prešlo v bistvu to na uporabo sile? Ali to še vedno potem nekako se vleče v pravico do samoobrambe? Torej, če Ukrajina se bori za to, da bi pridobila nazaj to svoje ozemlje, na kar odgovarja, hočem reči, je situacija oboroženega spopada in Ukrajina si ravno to prizadeva, dobiti nazaj. Torej, tukaj ni zdaj v bistvu stvar odpora proti ruski okupaciji, ampak gre za uporabo sile za nazaj pač pridobitev ozemlja, ki je... Za uporabo sile v kontekstu, kjer je bila prva sila uporabljena aktivno z izvajanjem oboroženih sovražnosti strani Rusije. Agresija, ruska agresija se je zgodila. Ja, jaz bi rad vprašal v bistvu nadaljevanje tega, kar ste vi zdaj odprli. Torej, če prav razumem, čez 50 let recimo, če bi še vedno Rusija enako okupirala Ukrajino, kot jo danes, Ukrajina, in če bi v bistvu v tem času se spopadi praktično umirili, ampak umirili, tako kot so se recimo v Palestini pa Izraelu, se niso se zares končali. Potem tudi recimo Ukrajina bi izgubila pravico do samoobrambe in bi se morala po mirni poti, če razumem pravilno. Ja, mislim, da ne bo izvenelo, kot da potem pa pejmo v vse države, zasedmo in bomo tam za večno ostali. Dokler je ruska oborožena sila ali pa pridružene skupine z svojimi tanki, letali, vojaki in vsem ostalim na ozemlju Ukrajine in izvaja oborožene sovražnosti, ima Ukrajina seveda ravno tako pravico na to odgovarjati. In tega oboroženega konflikta ni dolžna nikoli končati, če ne pride do neke recimo rešitve, dogovora o delitvi ozemlja ali čemorkoli. Če pa bi recimo prišlo do dogovora, da se prekinejo sovražnosti, ker leta 1993 v Oslu se je ravno to zgodilo. Dogovorili so se za nek mirovni proces, začetek mirovnega procesa, v katerem so potem posledično vzpostavili organe oblasti palestinske države, ki se bodo zdaj na mirne načine naprej pogajale za končno rešitev tega spora. In če bi prišlo do podobne situacije, rečemo med Rusijo in Ukrajino, bi seveda potem, rečemo 50 let kasneje, kot pravite, bilo v nasprotju z načelom mirnega reševanja sporov, če bi Ukrajina zdaj pa prijela za orožje in rekla, dovolj vas imamo in bomo z orožjem dosegali, da se umaknete iz našega ozemlja.
vprašanje, komentar. Kar pogumno. Ja. Mi samo lahko ponoviš, ampak Palestina je od leta 93 do danes še polovico več zmanjkala, kot je zmanjkala že leta 93. Kljub temu dogovoru setlerji ves cajt, Izrael ves cajt, apartheid režim, v bistvu Izrael kot tak, težko je imeti dobro besedo, razen pomarančeva je dobro. Pa veliko dobrih ljudi tudi, no, med. No, pardon, se pravičujem. Ja. Vse te naselbine, vse te širitve so nezakonite. To sploh ni sporno, da je to nezakonito. Ne govorimo o pravici do tega, da se Palestinci borijo za ta ozemlja, kljub temu, da smo zdaj videli, da ne bomo samo pravo se pač učimo. Ja. Ne, se nas razumem, ampak kot rečeno, ne, do leta prvič, ko so se dogovorili, da ne bodo več uporabljali vojne, rečemo temu oborožene sile, kot sredstva državne politike v določeni skupini države bilo leta 1928, Brion-Kilogov pakt. Potem pa res to zapisali kot mednarodno pravno obveznost za vse države članice OZN v ustanovno listino. In takrat so se države odpovedale, da bodo uporabile silo, oboroženo silo, kot sredstvo državne politike. Torej, a ne? Ja, pa še komu? Ja. Še kakšno vprašanje, komentar? Jaz imam v resnici še eno, tudi, ko se malo veže na te, tudi na nek način dogovor iz Osla. Pomemben del vprašanja oziroma želje po pravičnosti, po svobodi, je tudi pravica beguncev do vrnitve in na nek način tudi vprašanje Jeruzalema, oziroma okupiranega vzhodnega Jeruzalema, ki ga je Izrael tudi enostransko si aneksiral, s tem, da to večina držav ni priznala in ne priznava. Pa me zanima, zdaj, kaj znotraj mednarodnega prava, humanitarnega, človekovih pravic, pomeni pravica do vrnitve za palestinske begunce, če se zavedamo tega, kar bilo že neparkrat omenjen, torej tega, da se Izrael definira kot judovska država, da jim je pomembno, da imajo judovsko prevlado, številčno. Kaj bi taka pravica pravzaprav pomenila in a je pa vendarle, glede na to, v kaj vidimo zdaj, da se pač spreminja ta politika etnične večvrednosti ene skupine ljudi znotraj države, to pravica, na kateri bi pravzaprav bilo treba vztrajati in iz katere bi bilo treba izhajati. Torej, da na začetku je treba se pogovarjati o pravici palestinskih beguncev in begunk do vrnitve in da od tam naprej potem štartamo in zagotavljamo enakopravnost in demokracijo, demokratičnost, svobodo vseh ljudi. Najprej bi bilo treba zagotoviti spoštovanje človekovih pravic na celotnem ozemlju. Celotnem ozemlju zdaj Izraela, Palestine? Pred širitvijo leta 67. Ne? Se pravi, na celotnem tem območju je treba zagotoviti spoštovanje človekovih pravic, zato da je smiselno ljudi tja vračati. Ker ne, če je ogroženo življenje, če si lahko podvržen mučenju ali drugim oblikam nehumanega ravnanja, bi bilo že v nasprotju z načelom nevračanja ljudi tja pošiljati. Ne. Mi se pogovarjamo o vrnitvi v Izrael. Mi se pogovarjamo v Izrael. O pravici, ki jo določa resolucija Varnostnega sveta na ozemlja pred zasedbo leta 67. Zato pa, da se bojo te ljudje lahko vrnili tja, je pa treba najprej vse ostale stvari urediti, da bojo lahko prišli v svojo državo, ker zdaj ne bojo prišli v svojo državo. Ne? Zdaj bojo prišli v državo, ki si je priključila del ozemlja. Okay.
Ampak, mislim, s katero ima Evropska unija partnerske odnose, jo vidi kot demokracijo. Skratka, to je država, ki ni varna za vrnitev beguncev, ki so bili in njihovih potomcev, ki so bili izgnani leta 1948. Varnost je relativen koncept. Ne? Absolutno. Jaz bi Ne, ampak rekla, tako, bolj, ker kjer to, bojo mislim- spoštovane temeljne pravice, to se mi zdi bolj ključno. Ne? In sej ta paket, ne, to je bila v bistvu paketna resolucija, zahteva vse, ne? Zahteva najprej vrnitev na črto premirja, zahteva, ozemeljsko mislim, zahteva potem uresničitev ne samoodločbe in zahteva tudi vrnitev beguncev. To je vse med seboj povezano. Ne moš imeti samo enega brez drugega. Ne? Ne vem, jaz ne bi nobenega pošiljala zdaj nazaj v državo, ki pravi, da nima obveznosti na področju človekovih pravic na tistem območju, naprimer. Okay. Ampak je pa to, skratka, iz vidika mednarodnega prava ali pa ne vem, mednarodne politike, v bistvu pravica, o kateri se ne rado govori, ki je na nek način tisto najmanj zaželjeno, ali niti ne? Mislim, države, ne, ki se sklicujejo, kot rečeno, in jaz zato skozi poudarjam to resolucijo Varnostnega sveta, zato ker ko Varnostni svet sprejme resolucijo ne, na podlagi ustanovne listine, je to v bistvu obveznost, ne, ki bi morala za države prevladati nad drugimi obveznostmi, ne, in to je res tisti močen temelj. In države, ki se sklicujejo na to resolucijo, se seveda sklicujejo na celoten sklop zahtev, ne, ki jih ima. Torej, v tem smislu, čeprav ne morda izrecno, je že sam sklic na to poziv, ne, k uresničitvi vseh njenih zahtev. Zdaj bom vprašala, a je še kakšno vprašanje? Ne? Ok, pa ker se mi zdi tudi, da mogoče postajamo počasi malo zmatrani, ampak še eno vprašanje bi pa vseeno vprašala, zastavila, ker sem sicer upala, da ga ne bom. daš, ne? Kakšen problem predstavlja, če resolucija ni uresničena v celoti? Mislim, a to postavlja pod vprašaj tudi del, ki je uveljavljen in ki se ga spoštuje, torej ustanovitev in pripoznava države Izrael, če država Palestina, ki je prav tako predpostavljena na nek način enakovredno v tej isti resoluciji, ni uresničena, ni spoštovana? Če je spoštovana delno, je to recimo delno uresničitev, ne? Ampak dokler ne bo spoštovana v celoti, pač zahteva ni izpolnjena. Ne? Ne postavlja pa to, da ni v celoti uresničena resolucija, pod vprašaj tudi del resolucije, ki je uveljavljen? Misliš, da bi bila izčrpana s tem resolucija, ali kako? Mislim, ne vem, da bi se jo dali mislim, da pač ta teža, ta podlaga, ker v celoti ne, ni uresničena, Ja? da je njena trdnost na nek način Omejena. vprašljiva, ja, problematična. Ravno zaradi tega, ker ni v celoti Ne. spoštovana. Resolucijo Varnostnega sveta lahko nadomesti samo nova resolucija, ki bi imela morda ne, drugačno rešitev, ampak take resolucije ni. Dokler je ni, ne, velja ta resolucija. Podobno, kot Slovenija ves čas vztraja, ne. Imamo zdaj arbitražno odločbo o meji in dokler je ne nadomesti morda v prihodnosti nek nov dogovor med državama o meji, ta odločba velja, tudi če ena stran ne priznava in ne spoštuje. Ali pa jo delno, ne, ker morda jo na enem delu jo, na drugem delu pa ne. To ne izpodbija dejstva, da ta odločba ali pa ta resolucija obstaja in velja, dokler je ne nadomesti kaj drugega, ki je enako ne, pravno zavezujoče. Torej zdaj, mednarodno pravo glih ni tako kot knjiga in orožje, ki jo je zavzeti v roke in uporabiti, ampak vsekakor pa se zdi, da je še vedno orodje in na nek način inštrument, s katerim se lahko borimo za
boljši svet, če prav razumem, ob tem, da se pritiska na politike, da mednarodno pravo vzamejo resno. Eden od bolj, bomo rekli, znanih zdaj strokovnjakov za mednarodno pravo je napisal eno dobro knjigo z naslovom Blagi prosvetitelj narodov, Gentle Civilizer of Nations, Martti Koskenniemi. In čeprav se zdi mogoče malo cinično, ampak verjetno je nekaj na tem, mednarodno pravo kot blagi prosvetitelj narodov. Ker, kot rečeno, brez politične volje seveda tudi mednarodno pravne zaveze ne morejo biti uresničene. Jaz se bom na tej točki najlepše zahvalila sogovornici Vasilka, veliko veselje in hvala za čas. Vem, da jutri na vse zgodje odhajaš naprej. Najlepša hvala vsem vam. Upam, da smo odprli kakšne zanimive poglede, razmisleke, ponudili kakšne odgovore oziroma orodja za naprej. Jaz se bom spomnila tudi besed enega sogovornika, palestinskega begunca, ki trenutno živi med Berlinom in Finsko trenutno, Madžed Abu Salama, rekel, da upanje je na nek način moralna obveznost vseh nas, da ga ohranjamo, in mislim, da je tudi na nek način naša. In vsekakor so načini, da se deluje, da se pritiska, da se izraža na nek način podporo mednarodnemu pravu, enakopravnosti vseh ljudi. Tako da upam, da bo tudi ta večer in naš pogovor nekako služil kot krepitev oziroma pogumna popotnica v naslednje korake, zato da se na nek način čim prej zagotovi prenehanje pobijanj civilistov in civilistk in varnost ter svoboda za vse. Najlepša hvala. Ja, hvala, Kristina.